Spoštovani veličastni umi, hvala za vse povratne informacije, ker se pa še kar vsakodnevno srečujemo pri svojem delu z vašimi vprašanji, kot so moti me to in ono, strah me tega in tistega, kaj je sploh res, kako naj se soočim z vsem tem obdobjem, kar odbijamo takoj žogico in odgovarjamo. Tako, da se informirate. To ne pomeni tako, da poslušate vsa poročila po vrsti, da poslušate vse intervjuje, da prebirate vsa pisanja, kar vse po vrsti na to temo. Ne. Ko rečem informirajte se, pomeni, da bodite dovzetni za vse, kar se okoli vas dogaja, ampak hkrati skušajte ohranjati neko zdravo distanco. Kot da se to vas natiče na nek način, oziroma kot da niste del vsega tega. Namreč, če nečesa v popolnosti ne priznavate, vas to ne more posrkati vase. Če vas nekaj ne posrka vase, potem niste del tega. In če niste del tega, potem to za vas ne obstaja. Če nekaj ne obstaja, tega ni. In to ne pomeni, da nekaj kategorično zavračate. To ni nič slabega ali da to ignorirate in da temu na vse kriplje kontrirate. Ne. Še enkrat ponavljam. Upam, da sem bila dovolj jasna. To ne pomeni, da nekaj kategorično zavračate. To ni nič slabega, če ohranjate zdravo distanco. Pomeni pa, da nekaj tudi kar tako mimogrede, kar je nekdo povedal, tudi ne sprejmete kar tako brez premisleka. Tako kot se zdaj obnaša večina ljudi, bi lahko rekli temu malo brezglavo, ne? A veste, kako vsi radi kdaj tako pametujemo in koga vžigosamo, da je pa to tako naredil, totalno brezglavo. No, takšni smo zdaj mi. Imamo glave, imamo pamet, uporabljamo jo. In hkrati pustimo tudi strokovnjakom, ki se na nekatera področja, hvala Bogu, bistveno bolj spoznajo kot mi, da opravljajo svoje delo. Nismo vsi za vse in delitev dela obstaja z namenom. Kar pa želim dodati je, ne pozabite pa, da je strokovnjakov veliko in da si mnogi med njimi ne delijo mnenja in to znotraj enakih vsebin. Kaj to pomeni? So nevedni, so smotani, nimajo pojma, ima le prav eden, drugi pa ne? Ne. Vsak ima prav na svoj način in vsak verjame za sveto v to, kar je povedal in predstavil. Seveda pri tem mislim na posameznike, ki se res trudijo delati dobro in imajo čisto vest, ki verjamejo, da delajo v dobro vseh, pa ne glede na to, kako se do njihovih stališč opredeljujete vi sami. Vaša naloga pri vsem tem pa je, in smo nazaj pri rdeči niti, da se informirate in izobražujete. Pomeni, da poslušate enega in drugega, tistega, ki vam je na prvo žogo všeč, ki vam diši, in tistega, ki vam ne. Vadite, da spremljate in poslušate, brez da bi vam ob tem zavrela kri. Sprejmite, da je resnic več. Če smo natančni, jih je toliko, koliko je nas. Vsaj. In se neodzivno informirajte o vseh temah, ki se pojavljajo, ki vas zanimajo, in še posebej o tistih, ki vas podžigajo do platforme. Ko se to zgodi, namreč to samo pove, kje vas najbolj čevelj žuli, kje imate žulj. In dajte ga preluknjati tako, da se o tej temi pozanimate še malo bolj, z več zornih kotov, z več različnih vidikov. Gremo na konkreten primer. Recimo, da vas najbolj žulijo maske, a ne? Čudež. Mnenja o slednjih so različna. Eni podpirajo, eni zavračajo. Vsi, tako ali drugače, pa argumentirajo. Dajte, preberite kakšno študijo o maskah. Koliko različnih vrst poznamo, se pozanimajte. Zakaj vse se uporabljajo? Kdo jih uporablja pri svojem delu? Katera stroka jih največ nosi? Kako bi jih mi morali nositi? Ampak rekla sem študijo. Brskajte po spletu. Potem, na kaj maske vplivajo? Na dihanje. Preberite tudi kaj o dihanju. To ni le nekaj samoumevnega. To je tako fascinanten, multikompleksen proces, dragi, da bi o njem lahko več že tako ali tako vedeli. Zato, da bi sploh dojeli, kakšen čudež je naše telo in kakšen čudež smo mi vsi. Kakšen čudež, če želite, ste vi. Verjemite, ko boste polni nekih relevantnih informacij, se boste lažje opredelili.
ne boste več v takih stiskah. Razmislite, zakaj so nekateri za in zakaj so nekateri proti. Tisti, ki so za, česa se oni bojijo? In tisti, ki so proti, ali jim res ni mar, ali se morda le bojijo nečesa drugega? In česa, kaj to je? Ali to vpliva tudi na vas? Tako boste lažje razumeli podobno in drugače misleče, ker boste videli, kako na tej poti informacij, kaj jim je največ pomenilo, kje so se ustavili drugi, drugače misleči in česa se bojijo. Več, ko boste vedeli, več različnih stališč boste lahko tolerirali in lažje boste ohranjali zdravo pamet in zdravo distanco. Hkrati pa ohranjali tisto, kar je vam blizu in ljubo, pa tudi hkrati upoštevali vse ukrepe, ki se mnogim zdijo zelo pomembni, mnogim pa nevarni. Namreč, ne glede na to, na kateri strani bojišča ste, ali res verjamete, da čas ne bo pokazal kako in kaj. Zelo kratek čas, verjemite, da bo, ker govorimo o mesecih. Torej, zakaj in proti čemu bi se bojevali? S čimer se bojujemo, to krepimo, prosim, to si zapomnite. In ko katerokoli stvar sprejmeš in jo prilagodiš po svojih merah, si zadovoljen in si miren. In z več vidikov tako ohranjaš zdravje. Ko se ohranja zdravje, tudi izzveni potreba po marsikaterem ukrepu. Brez nič ni nič, ne? To ne pomeni, da se z nekom v popolnosti strinjaš, da to priznavaš in da v popolnosti podpiraš njegovo delo ali mnenje. Ravno nasprotno, to pomeni, da verjameš v svoje prepričanje, da verjameš v svoje znanje in da verjameš, da se bo slednje izkazalo za resnično. Vse povedano je za vas, ki ste za, in za vas, ki ste proti. Sama namreč dovoljujem, da je resnica nekje vmes. Vmes med paranoično 70-letnico in brezbrižnim 19-letnikom. Razumem, zakaj je en od njiju že vzljubil življenje in ga drugi še bo. In hkrati razumem, da si en od njiju ne dovoli kratiti svobode, drugi pa jo je v svojem življenju žrtvoval že mnogokrat za marsikaj. Ima kdo od njiju bolj prav? Ima kdo od njiju večjo pravico? Ljudje, ne bojujte se med sabo, ker bijete imaginarne bitke. Uporabite svojo energijo bolj tvorno, zedinjeno in usmerjeno. Maham do naslednjič.